Piše se leto 2014. Slovenija je še vedno ujetnica krize. Imamo več kot 12% brezposelnost, podjetja so prezadolžena, javni dolg narašča. Vendar ni vse tako črno. Po napovedih Umarja bo naše gospodarstvo letos zraslo za 2%. Je to dovolj za optimizem? Za kar zadeva teh 2%, jaz mislim, da je ta BDP že toliko padel, da pač enkrat se ostal in začne verjetno tudi se dvigati. Zdaj, glede klime pa malo drugače, ker jaz mislim, da je velik delež k temu, kar se dogajalo, je prispevala klima, ki jo je poustvarila politika. No in zdaj, ko je Mramor nastopil, oziroma ko je izvoljen, sem tako nekaj rekel, da tisto, kar on lahko predvsem prispeva, je k temu, da spremeni klimo, in da se neha s temi preganjanjem, pa iskanjem krivcev. Naj to delajo sodišča, kaj ima to delati drugi, Vse to so sodišča. Vsaka rast pomeni sedaj izziv za nadaljnjo rast. Vemo, od kje je prišla ta rast. In sam sem večkrat povedal, da je potrebno poiskati investicije v infrastrukturo, kajti to dejansko daje nek zagon. Seveda ta zagon, ki je posledica evropskih sredstev in seveda tudi večjega izvoza, se počasi mora odražati v agregatnem povpraševanju tudi na slovenskem trgu. Mi se moramo veseliti tudi mehkih zmag, mehkih trenutkov, mehkih lepih stvari. Sicer pa vemo, 7 debelih krav, 7 suhih krav. Jaz mislim, da smo kar že blizu 7 suhih kravi, tako da je že čas znova, da se odrinemo in gremo v obdobje konjunkture. Definitivno je boljša rast kot krčanje in glede na to, da v preteklosti, v preteklih par letih smo imeli v glavnem krčanje, je napoved rasti super. Tako da, a je to dovolj, pravi, da bi mogli imeti 4%, da bi res bila prava rast, ki bi v bistvu spodbudila investicije, zmanjšala brezposelnost, ampak meni se zdi, da se tega lahko samo veselimo. Lahko začnemo odpirati šampance? Ne bi jaz odprl nič. Ne, čakamo še pol leta. Ne, čas je za to, da jih damo v hladilnik. Odprli jih bomo pa drugo leto. Jaz se bojim, da še daleč ne, je pa veliko boljš kot pa negativna napoved. Slovenska podjetja največ izvažajo v Nemčijo in države Evropske unije, vendar se predvsem nemško gospodarstvo ohlaja. Kaj to pomeni za slovenska izvozna podjetja? Ja, to lahko pomeni, da bodo tudi naša podjetja v naslednjem obdobju občutila to ohlajanje, vendar istočasno tudi izziv, da skušajo ohraniti konkurenčnost in da ne bodo naša podjetja tista, ki bodo prva občutila to ohlajanje. Prvič, kar je zelo pomembno, je to, da morajo slovenska podjetja na tem tržišču vztrajati. Treba iskati nadaljne strateške partnerje v Nemčiji, kajti to je tržišče, ki je zelo razvito in lahko rečem, da je za nas zelo pomembno. Po drugi strani pa seveda igra v mednarodnem poslovnem prostoru še dodatno vlogo, igra valutno razmerje, zato je treba seveda iskati tudi druga tržišča, lahko rečem tudi dolarska tržišča, treba je pa iskati tudi izvoz v Ameriko in seveda tudi na azijska tržišča. Ja, računati po eni strani je na tisti trg, kjer ga že imaš, ga na vsak način moraš negovati, hkrati pa si odpirati tudi druge možnosti. Na sistem, če pač stojiš na večjih nogah, potem nekako lažje tudi spremembe. Zdaj po trgih, včasih se pa dogodijo tudi po kupcih, kar spremeni tako ali drugačno odločitve, tako da ni staviti samo na enega konja.
Sam pa sem bil zmeraj pristaš, da je vsak trg dober. Zelo poceni je bil balkanski trg, ki ni več balkanski, ni več Jugoslavija. Veliko zahteven trg, ampak vsak izvozni trg je dragocen. Ja, res je, ta gospodarstva se ohlajajo, če se bomo vezali na njih, ne bomo daleč prišli. Čeprav mislim, da Slovenija je tako majhno gospodarstvo, da kljub temu, da ima Nemčija mogoče stagnacijo ali celo negativno rast, da kljub temu lahko kakšne niše še najdemo in lahko si okrepimo rast. Jaz vedno rečem, kje pa je še za nas morda izziv, kje imamo tiste prednosti. In vedno sem rekel, to so trgi bivše Sovjetske zveze. Ja, vsekakor slovenske izvozna podjetja so večinoma zamudila čas pred krizo, da bi še bolj razvijale stike, pa tudi gospodarstvo nasplošno z hitro razvijajočimi se trgi. Če pogledamo skupno slovenski izvoz v države BRIC predstavlja okrog 5%, kar pomeni, da je to izjemno malo. Obstaja čarobna paličica, ki pomaga podjetjem v krizi? Obstaja, vsaj v Sloveniji bi jo mislim, da morali uporabiti, in to je spremeniti gospodarsko okolje, to, kar je regulacij glede davkov, glede gospodarskega okolja oziroma temu, kar lahko država pomaga. To mislim, da je zelo dober začetek tega, kar se je mislim, da zgodilo v kar nekaj vzhodnoevropskih držav in se zdaj vidi, da gospodarstvo močno raste. Mislim, da ta del moramo narediti, vse ostalo pa ni čarobna paličica, ampak je trdno delo. Kakšna pa je napoved slovenskega finančnega trga v prihodnjih 5 letih? Ja, to je težko vprašanje. Za Ameriko je bilo pred krizo ocenjeno, da je finančni trgi, torej finančna industrija, predstavlja že okoli 30-40% celotnega GDP-ja in se krči. V Sloveniji, glede na to, da je finančni baloni in premoženjski baloni so močno prizadeli slovensko gospodarstvo, so vplivali tudi na obnašanje podjetij in bankirjev, tako da lahko pričakujemo, da smo v naslednjih 5 letih lahko priče počasnega okrevanja finančnih trgov. Torej, potrebujemo le še zagon za nov začetek.